Pozdravljeni! Danes bomo ponovili vse besedne vrste. Naj vas še enkrat spomnim, da so nekatere pregibne, torej jim lahko spreminjamo obliko, druge pa so nepregibne, torej jim oblike ne moremo spreminjati. Samostalnik je pregibna besedna vrsta, s katero izražamo bitja, recimo učiteljica, mama, mojca, pes, žirafa, sončnica, ker med bitja spadajo tudi rastline. Nadalje samostalniki izražamo stvari, kot so recimo žoga, postelja, telefon, računalnik in tako dalje. Samostalniki pa izražamo tudi nekaj, česar ne moremo prijeti oziroma se tega ne moremo dotakniti. To so pojmi, recimo ljubezen, radost, pogum, hrepenenje, veselje in tako naprej. Samostalniku določamo spol, in sicer moški, ženski in srednji. Moški spol določamo tako, da si pomagamo z besedo tisti, recimo tisti avto, torej je avto samostalnik moškega spola. Pri ženskem spolu si pomagamo z besedo tista, recimo tista miza, pri srednjem spolu pa si pomagamo z besedo tisto, recimo tisto drevo. Samostalniku določamo tudi število, in sicer ednino, dvojino in množino. Ednino določamo tako, da si pomagamo z besedo je, recimo hiša je. Pri dvojini si pomagamo z besedo sta, torej hiši sta, pri množini pa z besedo so, torej hiše so. Nazadnje samostalniku določamo sklon, v slovenščini jih poznamo 6, če se po samostalniku vprašamo z kdo ali kaj, je to imenovalnik, če se vprašamo z koga ali česa, je to rodilnik, potem komu ali čemu dajalnik, koga ali kaj tožilnik, o kom ali o čem mestnik in s kom ali s čim orodnik. Če to ponazorimo še s primerom, torej imenovalnik, kdo ali kaj je to, banka, koga ali česa ni, banke, komu ali čemu dam, banki, koga ali kaj tožim, banko, o kom ali o čem govorim, o banki, s kom ali s čim grem, z banko. Zdaj pa še nekaj, kar je povezano s številom samostalnika. Poznamo tudi edninske in množinske samostalnike. Edninski so tisti, ki so možni samo v ednini, na primer drevje, sneg, kruh in tako naprej. Množinski pa so možni samo v množini, kot primere lahko navedem očala, hlače in škarje. Nadaljujmo zdaj z glagolom. Tudi glagol je pregibna besedna vrsta, s katero pa izražamo dejanje, recimo Manca pospravlja sobo, pa še dogajanje, recimo danes dežuje. Po dejanju se vprašamo, s kaj kdo dela, po dogajanju pa s kaj se dogaja. Poznamo dve obliki glagola, in sicer osebno glagolsko obliko, o kateri bom kmalu govorila, in neosebno glagolsko obliko. Neosebna glagolska oblika se deli še na nedoločnik in namenilnik. Kot vidite, se nedoločnik vedno konča na ti ali či, namenilnik pa na t ali č, torej brez končnega ija. Tu si zapomnite to, da namenilnik uporabljamo za glagoli premikanja. To pomeni, da bomo rekli gremo kuhat, saj grem pomeni, da se bomo nekam premaknili. Drugi primeri so recimo mi je pritekla povedat, skočili so mu pomagat in podobno. Nedoločnik pa uporabljamo za glagoli, ki izražajo nujnost, tak je moram, potem zmožnost, morem, dovoljenje, smem, začetek in konec, začnem, končam in tako naprej. Po domače povedano, nedoločnik uporabljamo za glagoli, ki ne izražajo premikanja. Recimo, včeraj sem hotela kuhati, ker to, da sem nekaj hotela, ni premikanje, je tako. Osredotočimo se zdaj na osebno glagolsko obliko, ki ji določamo osebo, in sicer prvo, ki pomeni sporočevalca, recimo gledam, gledava, gledamo, potem drugo, ki pomeni naslovnika, torej gledaš, gledata, gledate, in tretjo, ki pomeni neudeleženega v pogovoru, gleda, gledata, gledajo. Glagolu določamo tudi število, torej ednino, dvojino in množino, pa tudi čas, in sicer preteklik, recimo sem gledal, si gledal, je gledal,
potem sedanjik gleda, gledaš, gleda in prihodnik bom gledal, boš gledal, bo gledal. Tukaj vam dajem pač samo nekatere primere, seveda jih je pa možnih veliko več. Prav tako glagolu določamo naklon in sicer povedni, sem gledal, gleda, bodo gledali, potem pogojni, bi gledal, se pravi pod katerim pogojem bi nekaj naredil, in še velelni, torej glej, glejta, glejte. Poznamo tudi glagolski vid in sicer dovršni in nedovršni. Če je glagol dovršni, se po njem vprašamo, kaj je naredil, če pa je glagol nedovršni, se po njem vprašamo, kaj je delal. Recimo, kaj je Matjaž naredil? Matjaž je prebral knjigo. Glagol je prebral, je dovršni. In še, kaj je Matjaž delal? Matjaž je bral knjigo. Glagol je bral, je torej nedovršni. Zadnje, kar glagolu določamo, je način. Poznamo dva glagolska načina, tvorni in trpni. Tvorni način je recimo v povedi Manca je napisala pismo. Medtem ko je trpni način v povedi pismo je bilo napisano. Pri trpnem načinu v bistvu ne vemo, kdo je vršilec dejanja. Vemo samo, da je bilo pismo napisano. Pri tvornem načinu pa vršilca poznamo. V našem primeru je to Manca, ne? Torej Manca je oseba, ki je nekaj naredila, je napisala pismo. Nadaljujmo s pridevnikom. Tudi to je pregibna besedna vrsta, s katero izražamo lastnost, recimo lep pes, potem vrsto, recimo otroški uhan, pa še svojino, recimo mamin sinček. Pri pridevniku določamo spol, število in sklon, ki se skoraj vedno ujemajo s samostalnikom. To pomeni, da je pridevnik enakega spola, števila in sklona kot samostalnik, ki ga opisuje. Recimo lepa punca. Tako pridevnik lepa kot samostalnik punca sta ženskega spola, prav tako sta oba v ednini in oba v imenovalniku. Poznamo 3 vrste pridevnika. Po lastnostnem se vprašamo z vprašalnico kakšen. Po vrstnem se vprašamo z vprašalnico kateri in po svojilnem se vprašamo z vprašalnico čigav. Pridevniku določamo tudi stopnjo, stopnjujemo pa samo lastnostne pridevnike. Smešen je recimo osnovnik, bolj smešen je primernik, najbolj smešen pa presežnik. Oziroma, če pogledamo še en primer, prijazen je osnovnik, prijaznejši je primernik in najprijaznejši je presežnik. Nadaljujmo zdaj z zaimkom. Zaimek je pregibna besedna vrsta, s katero nadomeščamo samostalnike. Recimo zaimek ona nadomesti samostalnik učiteljica. Na ta način se izognemo ponavljanju v besedilu. Poslušajte na primer tole. Učiteljica je zjutraj prišla v šolo. Učenci so učiteljico že takoj vprašali, ali ura slovenščine odpade. Učiteljica je učencem odgovorila, da ja. Učenci so učiteljico pozdravili in odšli k pouku. Zdaj pa poslušajte tole. Učiteljica je zjutraj prišla v šolo. Učenci so jo že takoj vprašali, ali ura slovenščine odpade. Odgovorila jim je, da ja. Učenci so jo pozdravili in odšli k pouku. V tem drugem besedilu smo nekatere samostalnike nadomestili z zaimki in se tako izognili ponavljanju. Prvo besedilo je bilo mučno poslušati, je tako? Gremo dalje. V tem primeru smo pridevnik mamin nadomestili z zaimkom njen. Poglejmo naslednji primer. Tukaj smo besedno zvezo na mizi nadomestili z zaimkom tam. Zaimka pa sta tudi recimo kdo in kdor. Če te primere prenesemo v teorijo, lahko sklenemo, da zaimkom določamo vrsto. Poznamo namreč osebne zaimke, kot so jaz, ti, on, midva, oni, njih, potem svojilne zaimke, kot so moj, tvoj, njegov, vajin, njihov. Posebna vrsta zaimkov pa je povratni svojilni zaimek in sicer svoj. Poznamo tudi kazalne zaimke, kot so to, tisto, takih, tega, tem. Pa še vprašalne zaimke, recimo kaj, kdaj, kje, česa, zakaj. In še oziralne zaimke, kar, kadar, kjer, česar,
in tako naprej. Če ste opazili, so oziralni zaimki precej podobni vprašalnim, le da se v večini primerov, ampak ne vseh, v večini končajo z r. Izjema sta ki in kateri. Če pa pogledamo ostale, poglejmo si vprašalni zaimek kaj in še oziralni zaimek je pa kar, oziroma kdo, kdor, kje, kjer. No, zdaj pa števnik, ki je tudi pregibna besedna vrsta. Z njim izražamo količino, recimo 3 punce, in mesto v vrsti. Recimo Matevž je bil prvi. Po količini se vprašamo z vprašalnico koliko, po mestu v vrsti pa z vprašalnico kateri. Sklenemo lahko torej, da števniku določamo vrsto. Z glavnim števnikom izražamo količino, z vrstilnim pa mesto v vrsti. Zdaj pa prislov, ki je deloma pregibna besedna vrsta. Z njim izražamo kraj, recimo domov, doma. Po prvem primeru se vprašamo s kam, torej kam je šla Rozi, domov. Po drugem primeru pa se vprašamo s kje, torej kje je Rozi, doma. Nadalje s prislovom izražamo način. V avtu vidimo veselo družino, ki je šla na izlet in imeli so se lepo. Po tem prislovu se vprašamo z vprašalnico kako. Torej, kako so se imeli na izletu? Lepo. Poleg tega s prislovom izražamo tudi čas, recimo zjutraj, včeraj, danes. Po tem prislovu pa se vprašamo z vprašalnico kdaj. Torej, kdaj si naredil nalogo? Zjutraj. Zaključimo torej, da pri slovu določamo vrsto. Domov in doma sta torej krajevna prislova, lepo je načinovni prislov, zjutraj pa časovni. Predlog pa je nepregibna besedna vrsta, torej i oblike ne moremo spreminjati. S predlogom izražamo kraj, recimo v primeru kip stoji sredi mesta. Potem čas, recimo v primeru video srečanj nimamo samo ob petkih. S predlogom izražamo tudi način, recimo v primeru domov se je odpeljal z vlakom. S to besedno vrsto pa izražamo tudi vzrok. Recimo v primeru na video srečanje ni prišla zaradi bolezni. Pazite, da predlogov ne zamenjate s prislovi. Zapomnite si, da predlogi vedno stojijo pred nečim, zato jim tudi rečemo predlogi. In šele s tisto besedo, pred katero stojijo, dejansko nekaj pomenijo. Poglejmo si recimo način. Če bi prebrali samo predlog, torej z, ne bi vedeli, da je to način. Šele ko ga preberemo skupaj s samostalnikom vlakom, torej vse skupaj z vlakom, vemo, da izraža način. Gremo dalje. Tudi veznik je nepregibna besedna vrsta, s katero povezujemo besede in besedne zveze ter stavke. V prvem primeru smo z veznikom in povezali besedi Matej in Tadej. V drugem primeru pa smo povezali glavni stavek z odvisnim. Upam, da na odvisnike niste pozabili, ne? Gremo naprej. Medmed je tudi nepregibna besedna vrsta, z njim izražamo posnemanje živali in drugih stvari, recimo mjav, hov, dindon, bum in tako dalje. Potem velevanje oziroma ukazovanje, recimo pst, in razpoloženje, recimo hura, ojej in tako dalje. Zaključimo lahko, da medmetu določamo vrsto, saj poznamo posnemovalne, velelne in razpoloženske medmete. Poleg tega si zapomnite to, da v večini primerov medmet od ostalega dela povedi ločimo z vejico. Zadnja besedna vrsta je členek, ki je tudi nepregibna, z njo pa izražamo zanikanje in pritrjevanje, torej ja, ne, nikakor. Potem dvom, recimo mogoče, verjetno, najbrž, morda, baje, pa še mnenje. Torej, če se nam zdi 15. ura zgodnja, bomo rekli, da smo se začeli učiti že ob 15. Če pa se nam zdi pozna, bomo rekli, da smo se začeli učiti šele ob 15. S takimi členki, kot sta recimo že in šele, torej izražamo neko svoje mnenje. Tako, ponovili smo vse besedne vrste
V naslednjem, precej krajšem videoposnetku pa bomo skupaj naredili še nekaj vaj. Lepo se imejte!